ti pokažem najbolj črn avto na svetu sploh. Dajmo začeti kar pri BMW-ju, zato ker oni so imeli med prvimi tiskovko, pripeljali so ogromnenih avtomobilov, ampak polke izluščaš tiste manj pomembne, prideš do 2 ali pa 3, ki res izstopajo, pa ki res zagrabijo pozornost. In ta prvo je, pa čeprav vem, da ne gre za svetovno premiero, ta nova Enka. Sam meni se tako zdi, no, jaz recimo ta nove Enke v živo še nisem videl, sem si vzel par minut, sem se nagledal. V bistvu gre za najnovejšega člana M družine, vidiš, kaj mu piše na zadku M135i. Še posebej všeč mi je pa tale detajl, valjda carbon fiber, ampak s takim zelo posebnim vzorcem. Jaz sem to prvič videl na Lamborghiniju par let nazaj. In zdaj rabim enega od vas, ki to boljš ve, kot jaz, kako se temu točno reče, ker se pa samega videza pa prezence avtomobila tiče. Je šla Enka v novo smer, ali nam bo všeč ali ne, to bomo videli. Sta pa recimo sprednji ledvički, kot pri drugih sodobnih BMW-jih, zelo izraziti, ampak pri tej M izvedenki ravno zato, ker sta obrobljeni s takim širokim črnim trakom, ne ni trak, kako se temu reče. No, ravno zaradi tega ne spadata tako ekstravagantno. Dobro, pa je tukaj še karavanska trojka, pa mogoče preden gremo naprej na Concept 4, da omenim še tegale, BMW Hydrogen Next. A veš, gre za avto na gorivne celice, ki je zasnovan na BMW X5, ne pozab. BMW to zgodbo pele že zelo dolg časa. Pravzaprav s tem avtom nekako napovedujejo naslednjo generacijo pogonskih sklopov, ki naj bi, če sem jaz to prav razumel, združevali prednosti gorivnih celic, pa tudi elektrike. BMW gre v ta projekt s Toyoto in BMW pravi, da naj bi tam leta 2022 prišlo v malo serijsko proizvodnjo ene par avtomobilov. Ok, gremo naprej. Če za ne 2-3 kadre se bom temu posvetil, ampak najprej pa, tale avto je ujel mojo pozornost, imenuje se BMW Vision Next. Gre za nekakšen dizajnerski eksperiment, kako bi morda, če bi se BMW odločil, lahko izgledala naslednja M-enka, tista, ki bi nadomestila čista pravo, to originalno. Jasno je, da atraktivnih potez avtu ne manjka. Gre za čistokrvnega kupeja. Vprašanje, kakšen bo pogon. Tista stvar, ki je meni pri tem avtu spet najbolj všeč, so detajli iz ogljikovih vlaken. Poglej, cel spodnji del, tale detajl tukaj zgori, da ne govorim o zadnjem difuzorju. Vidiš to? Predvsem z zadkom, s tem delom, pa čisto zares in to na ful spominja na original. A veš, ne vem, če se spomniš, ampak tudi tista avto je imel zelo podobno, vsaj v osnovi oblikovan zadek. Takole se je dvignil na skrajni levi pa desni strani in tudi tista avto je imel, čeprav na drugačen način, BMW logo v tem kotu, pa BMW logo v tem kotu. Pa se pa temu zgodilo. Kabina je itak čisto dobita, okoli tega avto leži ljudje, kada je nekaj hudo narobe. Poglej, takole zgleda pa kokpit, mimogrede. Poglej res, koliko varik je ogljikovih vlaken. Volan pa, a je to sploh volan? Pa poglej pred oziroma nad volanom, gre za nekakšno, predvidevam, način projiciranja podatkov vozniku. Avto je itak opasen na ful, če se bodo lošili to narediti, vzeli od tega, sam pikico tukaj, pa pikico tam, bi moral pol tisti serijski izdelek izgledati res hudo. Jaz prednjega dela tega nisem pokazal. Poglej, takole zgleda. Vrata se pa, vidiš, kako odpirajo. Dvomim, da bo to prišlo v serijsko proizvodno, lušten je pa videti. Zdaj pa Concept 4 oziroma Concept 4. Tale avto napoveduje, kako naj bi BMW gledal svoje klasične kupeje prihodnosti, vključno s tem 2 ledvičkama. A si opazil nekaj? Da nista položni, ampak pokončni in tudi s tem BMW, ki ima preteklosti. A se kdo recimo spomni 3.0 CSI, pa še kakšen je bil. To je ta avto, o katerem govorim. In to sta te 2 ledvički, o katerih govorim. Vidiš, ko sta luštno pokončne, ne pa položne. Drugače pa proporcionalno gledano res klasičen kupe. Dolg pokrov motorja, dolga medosna razdalja, orank padajoča streha proti zadku. O pogonskih sklopih BMW ni izgubil besed, po moje caj, da ga pokažem še od zadaj. Pri zadku verjamem, da ni dileme, ker avto zgleda res bomba, proporciji štimajo v nulo. Za sprednji del, to se bomo pa verjetno malo razdelili, ne? Me pa zelo zanima, kdaj bo BMW začel uvrščati oblikovalske elemente tega avtomobila tudi v prakso. Predvsem zaradi tistih stvari tam spredi, ne? Pa če se malo vrnemo k sprednjemu delu, a veš, kaj mi je ful všeč? Kako se motorna guba na pokrov motorja
prelije dol v ledvičko. Vidiš, kako poteka od šipe, pravzaprav od vetrobranskega stekla, čez celo havbo, pa se potem zlije dol v ledvičko. Meni avto, pismo, moram priznati, zgleda kar hudo. In to je bilo res na hitrico vse, kar zadeva BMW. Tukaj le njihovi sosedje so logično Mini. Pokažem še ta novega, ta električnega Mingrade. Mini pravi, da je pred kratkim izdelil 10 milijonskega Minija. Ostalo se pa, kot sem rekel, vrti okrog štroma. Glej, takole zgleda. Tole je Mini Cooper SE, kot piše na tablici. Gre za povsem električen avto, kar se jasno vidi že takoj, ko pogledaš masko. Vidiš, ki je spredi vse zaprt, ne potrebuje toliko dodatnega hlajenja kot recimo klasičen motor na notranje izgorevanje. Skupna moč je 135 kW, pa litij-ionska baterija, kapacitete mislim, da je tam dobrih 32 kWh dosega, 270 km. Ok, jaz mislim, da je bilo to res, ko prijemo do BMW-ja pa Minija vse. In pa je to tudi cajt, da se ta vlog zaključi. A ja, veš kva? Ena stvar mi je padla v oči, pa sploh ni avto, je pa motor. Na motorje se jaz ne spoznam, skoraj nič, ampak zgleda mi pa ful hudo. Evo, da motociklisti ne boste rekli, da nikoli ne prijete na svoj račun, tole je BMW R9T. Poslikava je tista, ki je mene dobila na svojo stran. Priznam, da ko vidim motocikl, ki mi je res všeč, me zelo hitro ima, da bi šel narediti izpit. Ok, zdaj pa res dosti. Sorry, ni še konc, na enega sem pozabil. Da ti pokažem najbolj črn avto na svetu sploh. Poglej zdaj to. Stari, sam je res črn, ej. Dej tema, da nima luči prižganih, grem stav, da se noč zaletiš. A veš, gre za to, da je premazan s posebnim namazom, ne vem, če se temu sploh lahko reče barva, ki svetlobo upija še posebej dobro. Jaz ne vem, če se to vidi na zaslonu, ampak uživko je prav čuden. Huda fora mi je všeč, zdaj pa res dosti. Ajde.